Lep pozdrav. Torej, kot povedano, jaz sem Julijan Koletnik in bom jaz v bistvu šel čez, kot tu tudi piše, ključne koncepte in potrebe skupnosti transspolnih oseb iz Slovenije. Mi je pa v bistvu zelo sem vesel, da imamo to izobraževanje. Je prvič, da imamo v bistvu s toliko zdravniki in zdravnicami in drugimi osebjem iz zdravstvene stroke predavanje. Ne, da si ne bi želeli, ampak se mi zdi, da je kar težko nekako uskladiti vse urnike. In glede na prvo vprašanje, ki je bilo, torej, da vas približno vsaj polovica pa tematike zares ne pozna dobro, sem tudi v bistvu zdaj kar vesel, da bomo šli res čez te osnovne koncepte. Torej, prvi, s katerim bom začel, je v bistvu spol pripisan ob rojstvu. In to je nekaj, kar se nam pripiše prav vsem. In sicer gre za spol, ki je določen ponavadi zelo hitro v času po rojstvu otroka in ponavadi primarno na osnovi genitalij osebe. Nam, torej ko rečem nam, mislim trans osebam in osebam, ki delujemo na področju transaktivizma, je zelo pomembno uporaba tega termina, torej spol pripisan ob rojstvu, ker se s tem označi, da gre za nek proces, ki pa ni izključno naravno dan. Torej, da se nam je prav vsem ob rojstvu pripisal nek spol in ta omenjanje tega dejstva, da se je to pripisalo, hkrati pač nekako agitira tudi dejstvo, da je biološki spol tisti, ki bi naj bil več vreden ali edini legitimen. In ravno na osnovi spola pripisanega ob rojstvu se pa od vseh nas pričakuje tudi samoumevno sprejemanje spolne identitete, spolnega izraza, spolne vloge, ki temu pač družbeno pritiče, glede na to, v kateri kulturi smo. In hkrati se na osnovi spola pripisanega ob rojstvu v bistvu predvideva, da smo vse osebe cisspolne. Kaj pomeni pa cisspolnost, pa pride v roku nekaj minut. Drug ključen termin in v bistvu osnovni termin za področje transspolnosti je spolna identiteta. Ponovno je to nekaj, kar imamo vse in vsi, in gre za naše lastno osebno doživljanje našega spola. Osnova, na podlagi katere določa vsaka oseba svojo spolno identiteto, je samoidentifikacija in zmotno od marsikaterega prepričanja ni telo tisto, ki te vodi v razumevanje in doživljanje lastne spolne identitete, ampak je to samoidentifikacija in prav vsaka oseba ima pravico do nje. Hkrati je pa to tudi, sicer bo o tem seveda več povedala kasneje odvetnica Mateja Strozak-Resnik, ampak samoidentifikacija je v bistvu tudi pravna kategorija, na osnovi katere se formira in pa tudi v marsikaterem primeru korigira napačno pripisan spol ob rojstvu za trans osebe. Potem pa še tretja osnovna osebna okoliščina, ki je ključna na področju transspolnosti, to je pa spolni izraz. To pa za razliko od spolne identitete, ki je notranja, je pa to vse, kar je zunanje. Ponovno je to nekaj, kar imamo vse in vsi, in sicer gre za načine, kako izražamo, lahko pa tudi subvertiramo spolno identiteto. Spolni izraz zajema torej način, kako se oblačimo, kakšno frizuro imamo, a uporabljamo ličila ali ne, a brijemo naše dele telesa ali ne. In v bistvu spolni izraz je ta prva osebna okoliščina, na osnovi katere mi pravzaprav nekako presodimo drugega človeka, ki ga spoznamo oziroma pa ne spoznamo, ampak samo vidimo in hkrati s tem tudi pač spolno zaznamujemo oziroma določimo tej osebi spol, ker to pa je tudi nekaj, kar nas je vse socializacija naučila, na žalost, in hkrati tudi nekaj, kar ogromno trans osebam, ravno zaradi tega, ker se jim napačno pripiše ta spol na podlagi videza, se posledično jim ustvarja marsikatero stisko, ki jo bomo tudi danes kasneje naslovili. In to zdaj jaz kar na glas preberem. Ja,
Ok, potem smo zdaj že pri prvem vprašanju in sicer, kaj je osnova transspolnosti? Ali je to neujemanje spola pripisanega ob rojstvu in telesa, transseksualizem F64 nič ali samoidentifikacija posameznikov in posameznic? Ampak niste pa nič povedali, kako je mišljeno s tem, ker vidim, da se zdaj nekateri ljudje dvigujejo roke. A je to mišljeno zdaj ali kasneje? Kar nadaljujem, ne? V redu. Ok, torej ta sredinski odgovor, samoidentifikacija posameznikov in posameznic, je ta odgovor, ki sem želel, da ga pokljukate. In sedaj končno, kaj je transspolnost? Transspolnost je krovni termin, zato je tudi ta dežnik tukaj, ker predstavlja res zelo raznoliko skupino oseb, pri katerih pa pri vseh nas prihaja do neujemanja spolne identitete s tistim spolom, ki nam je bil pripisan ob rojstvu. Torej, če parafraziram samega sebe, ob rojstvu je vsem transspolnim osebam bil pripisan spol, ki ga pa trans osebe ne čutimo kot sebi lastnega. In tukaj je zelo pomembno, da ta spol oziroma transspolnost ni vezan na genitalije oziroma neke druge telesne značilnosti osebe, temveč na lastno identiteto, torej na doživljanje samega sebe, na našo samoidentifikacijo, je pa seveda zelo povezan s telesom in je telo eden od ključnih medijev, preko katerega pač izražamo svoj spol. Hkrati bi pa tudi dodal, da je zelo pomembno, da imate v mislih, da trans osebe ne rabijo iti v medicinsko tranzicijo, torej v kakršnekoli postopke ali procese v sklopu zdravstvene obravnave, da so transspolne, da so legitimne kot transspolne in da so prave trans osebe, kot se pogosto sliši. Potem drugo vprašanje. Ali je spol binarna kategorija? Da, ne, biološko ja, družbeno ne, drugo. Ful je zanimivo to spremljati. Torej, pravilen odgovor tukaj je ponovno ta, ki je drugi, ne. Zakaj pa biološko ja, družbeno ne, ni pravilen odgovor, je pa zaradi tega, ker obstajajo tudi osebe, ki jih tudi na biološki oziroma telesni ravni ni mogoče uvrstiti v eno od obeh binarnih kategorij spola, to so pa interspolne osebe. Kar pa je seveda popolnoma ločena in druga tematika, kot je transspolnost, ki jo danes naslavljamo. Ampak, kdo pa so nebinarne osebe? Nebinarne osebe pa so velik del transspolne skupnosti in nebinarna identiteta je spolna identiteta, pri kateri se oseba ne uvršča v binarni spolni sistem ženska-moški. Nebinarne identitete, ki jih je mnogo, in so med seboj raznolike in hkrati komplementarne, se pač izključujejo oziroma nekako manifestirajo onkraj binarnega spolnega sistema. Gre pa, tako kot pri vseh transspolnih osebah, je pa tudi pri nebinarnih osebah tako, da lahko vsaka nebinarna oseba svojo nebinarnost doživlja na malo drugačen način, jo opiše z drugačnimi besedami, ampak to velja pa tudi za
transspolne osebe in jaz mislim, da tudi kar za vse osebe. Potem pa je tukaj prvi moj graf. Sicer bom malo več o naslovu te raziskave in demografskih podatkih povedal kasneje, ampak ta je nekako pasal tukaj, prav na to mesto. To je raziskava iz leta 2019 iz Slovenije, ki jo je Zavod Transakcija naredil, v kateri je 113 transspolnih oseb iz države sodelovalo. In tukaj je bilo to vprašanje spraševalo, kako se identificiraš. In vam želim pokazati, da v bistvu se tudi kot druga največja skupina med trans osebami pojavljajo tudi v Sloveniji nebinarne osebe. Ne bomo pa sedaj, nikakor nam čas to ne omogoča, šli v razlago, kaj vse so te identitete, jih je pa mnogo, vsekakor pa se najdejo vsi odgovori na spletni strani Zavoda Transakcija. Potem pa gremo v bistvu še k zadnjemu ključnemu terminu oziroma definiciji, ki sem jo že prej nekako naznanil, to je pa cisspolnost. Cisspolnost je pa, cisspolna oseba je takrat, kjer pa ne prihaja do neujemanja med spolom pripisanim ob rojstvom in spolno identiteto osebe. Torej, če čista primer preberem, Luki je ob rojstvu bil pripisan moški spol, njegova spolna identiteta je moška, natančneje Luka je cisspolni moški. Zelo pogosto ob tem vprašanju dobimo vprašanje, zakaj je to treba sploh imenovati, a ni potem to samo moški. Razlog je, da zato, da lahko poimenujemo večino. Zato, ker kadar govorimo o transspolnih osebah, je pomembno imeti ozaveščeno, da govorimo tudi o družbeni manjšini, ki se ji na sistemski ravni, tudi v zdravstvu, dogajajo pač krivice, sistemi niso prilagojeni nam in je težko govoriti o večini, če ne naslavljamo razmerij moči in potem ne opišemo oziroma nimamo termina, ki opisuje večino. Sta pa tako cis in trans, latinski predponi, cis pomeni tukaj na tej strani, trans pa preko onkraj na drugi strani. In cisnormativnost je pa ta beseda, s katero zelo pogosto trans skupnost opiše tudi zdravstven sistem, ampak nasplošno pa to pomeni, da gre za neko predvidevanje, da na sistemski, strukturni, družbeni ravni, da so vse osebe cisspolne oziroma da je to tudi edino pravilno in legitimno. Iz tega izhaja pač družbena moč cisnormativnosti in posledično cisspolnih oseb in je zelo pomembno imeti v mislih, da tudi vse spolne vloge, spolni normativi, tudi glede videza in vsega ostalega so oblikovani na osnovi cisspolnih normativov in da transspolne osebe pa preprosto v njih pogosto ne sodijo, ne pa tudi vedno. Potem bom jaz zelo na kratko predstavil, kaj je to tranzicija, vem pa, da kasneje prideta še osebni izkušnji tega, tako da mislim, da boste tudi takrat zvedeli nekaj bolj direktne stvari o tem. Ampak ja, je pa to proces, v katerem oseba naredi prehod iz spola, ki je osebi bil pripisan ob rojstvu, v spol, ki ga čuti kot sebi lastnega. Je pa tranzicija nekaj, v kar vstopa marsikatera transspolna oseba, ne pa vse, in tudi pri vseh poteka drugače oziroma v časovnem različnem sosledju in tudi kaj se osebe odločijo oziroma odločimo, da bo v naši tranziciji je raznoliko. Torej ni enega načina, kako ta zgleda. Lahko pomeni pač začetek življenja v dejanskem lastnem spolu, torej recimo menjavo osebnega imena na pravni ravni ali pa samo v neformalnih krogih, menjavo osebnega zaimka, spremembo spolnega izraza, lahko pa predstavlja tudi potrebo in željo po vključitvi v medicinsko tranzicijo, torej v Sloveniji to zgleda tako, da najprej v psihiatrično in psihološko oceno, potem pa na ali hormonsko terapijo oziroma ali za vstop v obravnavo za kirurške posege. Res je zelo pomembno, še enkrat sem že povedal, ampak da je načinov, kako zgleda tranzicija in v kakšnem vrstnem redu poteka in kaj točno trans oseba želi od nje, res zelo veliko in da ni mogoče to
pač na hitro reči, ja, vsi želijo točno to in potem se bojo vsi potem počutili enako. Ker vsaka oseba pač vseeno tudi zelo drugače doživlja svoje telo. Diagnosticiranje transspolnosti in depatologizacija. V Sloveniji zaenkrat morajo transspolne osebe pridobiti diagnozo motnje duševnega zdravja oziroma transseksualizem F64, kar nosi precej raznolikih psiholoških in pa tudi družbenih posledic. Leta 2019 je Svetovna zdravstvena organizacija sprejela reformo ICD-11 oziroma MKB-11, ki je transspolnost odstranila z področja duševnih bolezni, ni pa ta še zaenkrat uveljavljena oziroma implementirana. V Sloveniji smo pa od direktorja NIJZ-ja oktobra letos prejeli informacijo, da je NIJZ zelo pripravljen in uvesti depatologizacijo tudi pred celostnim prevodom MKB-11, pri tem pa se bo potrebovalo še sodelovanje interdisciplinarnega konzilija za potrditev spolne identitete. Potem pa bi vam predstavil še spolno disforijo, kar pa je, tako kot vse že danes, zelo individualen občutek. Gre pa sicer za kratko ali dolgoročno doživljanje nelagodja, nezadovoljstva, stisk zaradi neujemanja lastne spolne identitete s spolom, ki osebi bil pripisan ob rojstvu in obstaja v relaciji z družbenimi normami, ki veljajo za določen spol na telesni ravni. Spolna disforija je nekaj, kar ne doživljajo vse transspolne osebe nujno in tudi jo doživljajo transspolne osebe na zelo različen način. Je pa potreba po zmanjševanju disforije ravno eden od glavnih razlogov, zakaj se transspolne osebe odločajo za vstop v medicinsko tranzicijo, saj se z vstopom in z jemanjem hormonov in ali kirurškimi posegi občutek spolne disforije ponavadi občutno zmanjša. Je pa to tudi stanje, ki ga psihiatri in psihiatrinje raziskujejo in želijo potrditi v procesu psihiatrične obravnave, torej je prav ugotovitev, da oseba ima spolno disforijo, ta osnova, ki omogoča pridobitev diagnoze, ki je potrebna seveda za vstop v vso nadaljnjo obravnavo in procese. V Sloveniji zaenkrat ne obstaja uradno napisan protokol storitev, kaj je na voljo glede tranzicije, je pa Zavod Transakcija v začetku tega leta izdal ta spletni priročnik o tranziciji, kjer gre tako iz maskuline strani, kot iz feminine, kot za mladoletne osebe, za vsekakor najbolj obsežen priročnik, ki zaenkrat obstaja v Sloveniji na to temo. Najdete ga na spletni strani in pa seveda tudi s to QR kodo. Je pa v njem združene so izkušnje vsaj kakšnih 30-40 transspolnih oseb, zaradi tega, ker kot nevladna organizacija vse, kar lahko počnemo, je v bistvu zbiranje informacij na podlagi osebnih izkušenj, saj do dejanskih informacij, kako potekajo stvari, pogosto nimamo dostopa. No, zdaj pa bom jaz še šel v drug del moje predstavitve in to je pa nekaj ključnih rezultatov raziskave vsakdanje življenje transspolnih oseb v Sloveniji, ki sem vam že prej omenil, in sicer to je demografija. 113 oseb je sodelovalo, stare so bile med 14 in 50 let, največ 83% pa jih je bilo starih med 14 in 30. Zajete so bile vse regije v državi in, kot sem rekel, narejena je bila leta 2019 in raziskava je res zelo obsežna, je spet na spletni strani transakcije. Jaz sem pa izločil samo par grafov, ki se mi zdijo zelo povedni za današnjo tematiko. Prvo je bilo, osebe smo vprašali, koliko jih je vključenih v postopek medicinske tranzicije. Kot vidite, jih je 33 odgovorilo, da, 42 da ne, 17 da ne, vendar bodo in 8 drugo. In nekako, če to strnemo, te rezultate, pridemo približno do tega, da je približno polovica transspolnih oseb vključenih v medicinsko tranzicijo in približno polovica ne, kar je tudi
sorodno z relevantnimi večjimi raziskavami, ki jih izvajajo nevladne organizacije in tudi raziskovalne inštitucije v tujini. Se mi zdi pa tu zelo pomembno poudariti, da tudi tiste osebe, ki so odgovorile ne, da niso v tranziciji, to ne pomeni, da si je ne želijo, lahko pomeni, da je vstop v tranzicijo za njih nemogoč, nevaren, zaradi tega, v katerem življenjskem okolju so, v delovnem razmerju itd., ampak vsekakor pa ta rezultat razblini to neko prepričanje, da vsaka transspolna oseba potrebuje in tudi želi in gre v medicinsko tranzicijo. Razlogi, ki trans osebam onemogočajo vstop v medicinsko tranzicijo, kot vidite, prvi je počasnost in neurejenost procesa v slovenskih zdravstvenih sistemih. Potem piše, osebe so označile to. Tudi, če grem v tranzicijo, moja spolna identiteta oziroma izraz še vedno ne bosta družbeno prepoznana oziroma I will never pass as my gender. Kaj je ta pass, bo kasneje povedala Lea. Potem tretji razlog je finančna odvisnost od staršev, skrbnic, skrbnikov, strah pred nedoživljanjem diskriminacije na delovnem mestu, odrekanje družine, strah pred doživljanjem diskriminacije v šoli na fakulteti, potencialna brezdomnost in pa medvrstniško nasilje. Osebe smo potem tudi vprašali, kako je medicinska tranzicija vplivala na njihovo samopodobo in samosprejemanje. Ta graf je kar kompleksen, tako da sem izločil samo neke ključne informacije, in sicer samo ena oseba je poročala, da je imela hormonska terapija na njo negativen vpliv. Če upoštevamo pa vse druge kategorije posegov, pa nihče ni poročal o negativnem vplivu oziroma zelo negativnem vplivu in niti pozitivnem, niti negativnem vplivu na samopodobo ali samosprejemanje. Iz tega v bistvu potem se lahko sklepa, da so vplivi pozitivni ali zelo pozitivni in tudi s tem se lahko ovrača ta zelo prisoten mit, da kaj pa, če si oseba premisli, da kaj pa, če bo oseba šla v detranzicijo. Ne rečem, da se to ne more zgoditi, ampak tega je tudi, kot vidite, statistično zelo, zelo malo in to nikakor ne bi smelo biti nek merodajni faktor, na osnovi katerega bi se oblikovalo smernice in protokole za izvajanje storitev za transspolne osebe. Potem smo osebe vprašali, kakšne spremembe bi jim olajšale izkušnjo medicinske tranzicije, in jih je največ odgovorilo, da hitrejša obravnava, 1/3, da bolje izobraženo medicinsko osebje o transspolnosti, potem posredovanje več informacij o postopku in pa večja dostopnost zdravnic in zdravnikov in posegov, ker zaenkrat je to dostopno samo v Ljubljani in temu potem pritičejo tudi še daljše čakalne vrste. Potem pa je tukaj še par citatov. Ljudje so rekli: strokovnost in celovita izobraženost vseh zdravstvenih delavcev. Hitrejša obravnava in večja dostopnost zdravnikov. Izobraževanje zdravnikov o trans tematikah, da se mi ne bi bilo treba vsakič razkriti. Potrebujemo krajše čakalne dobe, več specialistov, večjo informiranost oseb, ki delajo v postopku tranzicije, psihoterapevtsko podporo, večjo dostopnost do informacij v zvezi s procesom, postopki in konzilijem, bolj korektna obravnava strani zdravstvenega osebja, večjo informiranost osebja v zvezi s tematiko transspolnosti in primerno obravnavo, manj patologizacije in več posluha za naše potrebe. Hitrejša obravnava. Nepotrebno dolgo čakanje povzroča veliko psihično zaskrbljenost. Želim, da bi medicinsko osebje obravnavalo kot odraslo osebo, prisluhnilo moji zgodbi in da bi obstajal protokol, na podlagi katerega bi lažje pravno ukrepal v primeru neustreznega reševanja konfliktov. Da bi lahko računal na to, da zdravnice in zdravniki opravljajo svoje delo, še posebej endokrinologinja. Potem smo pa ljudi tudi vprašali, kako doživljajo prejem diagnoze motnje duševnega zdravja, torej transseksualizma. Velika večina jih je povedala, da jim je diagnoza sicer neprijetna, vendar jo raje imajo in imajo potem dostop do medicinske tranzicije in urejene dokumente kot pa nič. 19% jim je bilo vseeno, 13% je diagnozo želelo, 13% diagnoze ni imelo in 6% je povedalo, da jim je prejetje diagnoze bilo zelo neprijetno. Potem smo tudi vprašali, katera so pa podporna okolja v primeru težav z duševnim zdravjem. In je kar zaskrbljujoče dejstvo, da je 1 od 3 transspolnih oseb poročala, da najbolj pogosto nimajo nikogar, ki bi jih podpirala glede težav v duševnem zdravju.
Največji vir podpore transspolnim osebam predstavljajo partnerji in partnerke in pa prijatelji in prijateljice, ampak tudi to v bistvu v kar zaskrbljujočo nizkih odstotkih. Potem pa smo navedli še vire, ki nikoli niso vir podpore trans osebam, in sicer krizni centri 71%, telefonske linije kriznih centrov 71, krizni centri 66, osebna zdravnica oziroma zdravnik 50, učiteljice 41 in tako dalje. Ampak ja, sklep tega vsekakor je, pa ni bil nepresenetljiv, da transspolne osebe nimajo pogosto zaupanja v državne vire zdravstvenih storitev oziroma zdravstvene programe oziroma druge psihosocialne podporne programe. Potem pa še eno vprašanje. Kako lahko pravilno izvemo, katerega spola je določena oseba? Na podlagi videza osebe, na podlagi genitalij osebe, na podlagi podatka o spolu v uradnih dokumentih ali oseba sama zase opredeli svoj spol, spolno identiteto. In s tem vprašanjem vas pa jaz v bistvu predajam kolegici Leji, ki pa bo z vami naslovila tudi, kako pa pravilno, ne nujno izvemo, ampak vprašamo in na splošno komunikacijo, torej kako s transspolnimi osebami komunicirati vključujoče in spoštljivo. Hvala lepa. No, jaz pa izkoristim v bistvu, da odgovorite še, da se predstavljam, da sem Lea Emah, sem zelo vesela, da ste nas vabili in vabile, pač komaj čakamo, da lahko več take situacije imamo, kjer se lahko malo razložimo ene stvari. Dobro, in torej jaz bom govorila zdaj o kako transspolnim osebam omogočati vključujočo obravnavo in sicer izogibati se predvidevanju spola osebe. No, to je pač zelo hitro povedano, je pa zelo težko delati, ker pač smo tako naučeni. Na splošno bom rekla, ni nič narobe, če nič ne predvidevate in je vedno bolj vprašati, kakor filati neki luknje z domišljijo. Potem pa uporabljate ime in zaimke, ki jih oseba uporablja zase, ne glede na to, če se vam morda zdi, da se ime in zaimki po konvencionalnih normah ne ujemajo z družbenimi pričakovanji glede videza oseb. Kaj to pomeni? Enostavno, da poslušate, kako oseba govori o sebi. Velikokrat se dogaja, da trans osebe govorijo, uporabljajo ene zaimki in potem strokovnih osebah na podlagi to, kar mislijo, da vejo o tej osebi, pač zanikajo to oziroma pač uporabljajo na pritisk, ki se jim zdi prav. Oseba vedno ve o sebi in je vedno oseba strokovna, kar se tega tiče, tako da vedno boš vplačati s tem. V primeru, da se zmotite, ker vem, da je pač lahko zelo nelagodno in mogoče vprašati, ampak še enkrat, veliko je bolje vprašati, kakor ne, je lahko še bolj nelagodno, ko se pa zmotite, oziroma ko pač neka oseba vam reče, sorry, ampak moj zaimek ni tak, ali pa ime ni tak. In potem v tem primeru je pa najboljš, da seveda zaznate, se opravičite, in greste naprej. Ni treba delati drame okrog tega, pač ni pa tudi fino ignorirati to, kar se je zgodilo in poskusiti se izmuziti. Torej, ne ignorirati dejstva, da je oseba transspolna, prav tako pa ne predpostavljati, da je to osrednji razlog za zdravstvene težave trans osebe.
Torej, po eni strani, ko nekdo vam reče, da je trans, je to verjetno relevantna oseba, je to relevantna informacija in je treba jo vzeti v zakup in razumeti, kaj to pomeni. Po drugi strani pa sigurno, pač, če nekdo pride zaradi tega, ker se pa noga zlomi, pač to ni zato, ker je trans. To je sicer šala v trans skupnost, ampak na podlagi neki pikico resnice, velikokrat se trans osebe pride do zdravstvene in potem pa se to da na račun hormonsko terapijo pa karkoli. Sorry. To ni neki skrbi, ki bi bilo zelo učinkovito ali pa v pomoč trans osebam. Samoiniciativno se informirate glede transspolnosti, življenja in potreb trans oseb. Zakaj to? Ker se vam lahko zdi, zakaj jaz to moram to delo delati, ampak v bistvu, če vi ne delate tega, potem jaz kot trans oseba moram proaktivno razmišljati o vašem delu in to kot jaz kot trans oseba potem s takim telesom, kot imam, potem kako navigirati ta sistem. Torej, hvala lepa, ker delate to namesto mene. O spolih govorite, pišete in razmišljate v množini. To bo težko. Ali vsaj poskušate to početi. Sicer, če gledamo prav biološko, je zelo več spolov, tako da človeško vrsto pač v naši kulturi reduciramo na dva, ampak kot je prej omenil Lin, pač imamo tudi neke osebe, ki so dokaz, da pač naši kulturni standardi ne opisujejo vedno raznolikost narave. Tako? Nikoli ne izdajate zaupnih informacij ali razkrivate vse brez njenega prehodnega privoljenja. To je pa zelo pomembno, ker trans osebe so lahko v situaciji, kjer pač to, da se pove pred drugimi osebami neki podatke osebni ali pa da se govori na glas, nekateri sodijo v čakalnici, pa to vse je lahko zelo sporno za trans osebo, ker mi lahko živimo v nevarnosti v javnem prostoru in to, da cela čakalnica ve, da smo trans, lahko ima direktne vplive na trans osebo. In tudi, če že ugotovite, da je neka oseba trans, prišparate neki delo kolegicam in kolegicem in pol pač, ker poveste naprej, kako oseba želi, da se naziva, da ne bodo vse te procese pač padle spet na trans osebo. Poskušate se odučiti enačenja oseb oziroma spola oseb z njihovimi telesi in genitalijami. Tle pa pridemo res do srca problema. Pač ideja esencialistična, da ženska ima vagino in uterus in moški penis. To je v bistvu škodljivo, ker ni čisto tako. In tudi cis osebe nimajo vsi iste telese, to vemo. Tako da pač čim manj operirati na podlagi takih pseudo-naučene stvari. Kadar veste, da oseba je pred vami trans, ne uporabljate izrazov, kot so žensko telo ali pa moški telo. Zakaj to? Zato, ker če jaz sem ženska in da vi kot zdravnik mene poveste, da moje možgane so mogoče ženski, ampak da moj penis je pa moški, je v bistvu neupoštevanje moje identitete, ker jaz se ne razdrobim na fragment delih teles, ki so eni ali druga. Jaz sem ženska, torej vse deli mojih teles so ženski. In v tem primeru, če jaz imam penis, pač moj penis je ženski penis. Pozanimate se, ali oseba ima glede specifične dele telesa močno telesno disforijo, to smo Lini omenil. Torej, to je zelo, lahko je ful pomembno, ker polovico trans oseb lahko začuti spolno disforijo in zaradi tega je pomembno preveriti in vprašati potem, če je to dejstvo. Torej, na splošno binarni sistem pač je lahko vas vara in ne vključuje nujno vseh raznolikost ljudi.
Zdaj pa malo o osebne izkušnje trans osebe. Torej, prva stvar je, ki mi je pomembno mogoče, da vi slišite, je, da jaz kot trans oseba in ko slišim, kaj mi druge trans osebe govorijo na svetovanju in skupine in tako naprej, slišim velikokrat strah do zdravnikov. Velikokrat je odločitev, da greš karkoli imeti v zvezi z zdravnikom, pač lahko problematično, stresno rizika za trans oseba. Torej, ne predvidevati, da je obisk k zdravniku trans osebe pač isto dostopno in enostavno, ker velikokrat trans osebe imajo zelo veliko nabor slabih izkušenj na to področje. Jaz, na primer, sem se velikokrat soočila s tem, da pač neki zdravniki so me pač hoteli razložiti, da kateri spol sem. In iti v neki debate o moji spolni identiteti, probati me prepričati, da jaz imam take dokumente in da njih ne zanima, kaj jaz govorim. To seveda nisem doživela kot pacientka na tak način, da sem se počutila varna ali pa slišana in bi zelo želela, da če se bi take stvari izkušnje čim manj dogajale. Kar je pa zelo pogosto je tudi neustrezno nazivanje, torej pač ne uporabljati moje zaimke ali pa ime. To zelo velikokrat gre na kartoteki, to ni vedno slabonamerno, to velikokrat izhaja samo iz, pač se dela v zdravstvu na tekoči tarak in pol preverjanje podatkov in potem se tam zlomi, ker izgled ne paše nujno z podatkami ali pa pač predvidevate, da bo šlo v nek smer, pa pač ne gre. To, ko sem prej rekla, da se reče v čakalnica, imamo en trans osebo, kar pridite sestre pogledat. To sem že doživela, to so pač neki izkušnje v resnici, tako da pač prosim, ne uporabljati pacientki in pacientke kot nek fenomen ali pa neki priložnost za opazovati neki stvari. Pač faza učenja mora biti izven kontakt z trans osebami. Predvidevanje o mojih delih telesu in spolne usmernosti tudi na podlagi videza ali spola, pripisanega ob rojstvu. To je spet tiste formulare, ker vse dela v zdravstvu kot formular. In potem pač tle ne predvideva, da nekdo pač je pripisan nek spol, ki pač ni ustrezno. In potem to oseba mora vedno razložiti in jaz moram skozi razložiti ob tem, da obiskujem neko obravnavo. Pozor, jaz sem trans, jaz imam tako telo, lahko take osebe obstajajo. Bom dala nek zelo konkreten primer, točno za to. Potem pa nekaj, kar se meni je zgodilo, je bilo delegitimizacija kot ženska, to sem že rekla, in kot mama. Jaz se doživljam kot mama svojih otrok. In to je bilo izredno težko in moram priznati, da pri tem vsi oseb, ki imajo neki zdravstveno izobrazbo, so imeli zelo, vključno z mojim matim, so imeli menili, da je to zelo narobe za otroka in tako naprej. Čeprav nobene statistike tega ne dokaže in je to spet na podlagi nekih idej. To, kar sem, pa to tudi zdaj, da sem še vedno pač mama svojih otrok z bivšo partnerko, je nekaj situacija, ki je težko nasloviti v zdravstvenem sistemu, kjer se predvideva, da je družina ati mami in vedno dva in različna spolama. Zdaj pa zelo kot ilustracije, kako lahko nehote pridite do tega, da postavite neki pacienti v nevarnosti. Naprimer, samo zato, ker je oseba trans. Ko sem prišla v urgenciji z problemom, da sem imela vnetje slepiča,
so me spravili na ultrazvok, kjer je po 10 minutah operater pogledal moj abdomen in pravil, ok, to je vnetje, to je za operirati. Drugače pa je uterus čisto v redu, malo je zakrit zaradi plinov, ampak pač vse v redu z njim. In to kot pacientka me ne da glih zaupanja v zdravstvenem sistemu, ker to pomeni, da ta človek preko objektivni orodje, ki je ta ultrazvok, je projiciral to, kar je verjel. Torej je videl neko oseba, ki izgleda ženska, je predvideval, da ima uterus in da mora to videti. In to ni bilo tako, mislim, še dobro, da ni bilo povezano s tem, ne, mislim, moje zdravstvene težave, hočem reči, to je problem, zato ker pač nimamo v glavi, da še enkrat niso vse ženske takšne, da imajo uterus in vse stvari, ki imamo v glavi, no, in da je mož, ki nujno pomeni penis. In druga ilustracija za zaključek je pa enkrat na urgenci, ko sem, zaradi tega, ker sem lulala kri, jaz, kot sem rekla, imam penis, a ne, sicer sem šla čez celo obravnavo na urgenci na tak način, da mi niso pregledali zares in so me spravili v neki sobo in rekli, zdaj pa čakamo, samo vam damo neki teste in vidimo, kaj so rezultate. In sem imela feeling, da je mogoče relevantno zdaj moje genitalije o tem in sem rekla, ampak vi veste, da sem trans. In zdravnik je rekel, ne, se to nima veze, to mi nekaj gledamo, pa pač ne. V glavnem, ni hotel nič slišati o tem, ker je bilo zelo vidno, da je hotel mi sporočiti, da nima težave s tem. In da tudi v bistvu noče nič slišati o tem, ker mu je verjetno zelo neprijetno. In je hotel čim prej zaključiti to pogovor in potem je zašel s tem, da pač sem rekla, ja, a vi veste, da sem trans, in je on rekel, ja, in 10 minutah kasneje odpre vrata in se pokaže eno glavo in reče, čakajte malo, to, da ste trans, to pomeni, da lahko da imate penis? In sem rekla, ja. In je rekel, pa to je pomembno, da vem, ja. Sem rekla, ja, se me zdaj, ne. In to je spet neki primer, pri kateri, če jaz ne bi predvidevala na mesto zdravnika, bi pa pač zdravnik, bi bilo pa zelo presenečenje za medicinsko sestro, verjetno, ampak vsekakor ne bi bilo v redu obravnavano. Tako da, in spet, ne zato, ker je pač ta zdravnik bil transfoben, ker ni bil. Je bil zelo prijeten, prijazen. Veliko večinakrat pač transfobija pride na tak način, da z dobrim namenom, ampak zaradi ignorance, pač neki stvari naredimo, ki lahko postavijo druge osebe ali v nevarnosti ali pa v stiskah. Bom zaključila tle, ker mislim, da sem konec časa. Hvala za vašo pozornost. Jaz se obema predavateljema lepo zahvaljujem. Imamo nekaj vprašanj v Slidotu in sicer mogoče bi oba povabila, da potem odgovarjata, bom kar eni 2 vprašanji prebrala. Ali so vsi postopki medicinske tranzicije v Sloveniji kriti strani ZZZS? Ali imate procente moški, ženske glede transspolnih oseb? Je proces tranzicije v tujini hitrejši? Mogoče ta 3 vprašanja za začetek, če imate informacije. Ja, ok, bom jaz odgovoril kar lahko na hitro o tem. Torej, to, kar je na voljo v Sloveniji v sklopu medicinske tranzicije, je krito strani ZZZS. Ampak niso pa vsi postopki, ki bi jih transspolne osebe potrebovale, na voljo. Torej, recimo, na voljo niso samo za ilustracijo faloplastika pa vaginoplastika. Ampak je pa tako, da kadar zdravljenje ni omogočeno v Sloveniji, se lahko oseba prijavi za zdravljenje v tujini zaradi tega, ker to ni. In ja, ko dobiš diagnozo, potem seveda je to krito. Ampak so pa tudi postopki, ki pa bi mogli biti kriti, kot je recimo odstranjevanje. Nek proces, ki ni krito, naprimer je depilacija brade.
kot da je za trans ženske čisto varno, da hodijo na cesti z tako brado. Ne. To res, naprimer, bi moralo biti krito, pa ni. Ne. Tako da pač je tak. Ja, in to se v marsikateri državi je, se pa razlog, zakaj pa ni, pa je, ker se smatra to kot estetiko. In tu se bom navezal še na tretje vprašanje, kako je v tujini, ga lahko samo mogoče ponovite? Je proces medicinske tranzicije v tujini hitrejši, Torej, drugačno? to je pa izjemno odvisno od države do države. Na Irskem, recimo, ki ima čudovito zakonodajo glede transspolnosti, so čakalne dobe 7 let in je letos na seznamu zdravstvene obravnave transspolnih oseb najslabša država v Evropi. V Ameriki, recimo, cel sistem deluje na osnovi modela privoljenega soglasja in vstopiš v tranzicijo in do hormonov lahko v roku dobesedno že enega meseca, tako da najbolj hiter odgovor, ki ga lahko dam, je res, v vsaki državi je zelo drugače. Mogoče še imate procente moški, ženske glede transspolnih oseb? Tega vprašanja pa iskreno ne razumem. Jaz mislim, da je Koliko procentov verjetno, je- koliko procent oseb pripisan moški spolobrojstvu in koliko procent oseb ženski spolobrojstvu sestavijo spektr transspolnih oseb. To je po mojem vprašanje. Mislim, ker to pa spet vprašanje v bistvu vleče nazaj v te binarni sistemi, ja veš. In se glih v transosebe veliko transoseb se pač nekako doživljajo izven te sistemov. Tako da pač spol, ki je pripisan obrojstva, tukaj nima nisem nikoli zasledila nekih študij o tem ali pa karkoli, kjer bi bilo to ful relevantno v bistvu ali pa. Ne, edino, pa tudi tu je potem, razumem, zakaj je bilo vprašanje, ampak potem je treba imeti v mislih pač družbena razmerja za trans ženske nista enaka kot za transspolne moške in za transmaskuline osebe. Biti transspolna ženska v naši družbi je veliko bolj kompleksno, ker se na to ne samo transfobija izraža, ampak tudi seksizem, mizoginija itd. In tudi manj opažamo transspolnih žensk razkritih, kar pa ne pomeni, da jih ni, ampak lahko pa imam v mislih zdaj en relevanten podatek, ki sicer je za drugo temo, za pravno priznanje spola, ampak da je približno tam 70% oseb, ki so transmaskuline, uredilo pravno priznanje spola in pa približno 30%, tako da to je tudi približno nasplošno v raziskavah, ki jih je Zavod Transakcije delal približno, kako se je ta porazdelitev zgodila. Ne morem reči, da je to isto v medicinski tranziciji, ampak je pa vsekakor več družbenih dejavnikov, ki vpliva na to, zakaj je pojavnost transmaskulinih oseb pa vseeno večja in tudi bolj varna. Ja, super, jaz se vam zahvaljujem še enkrat.